Vita, živijo, Mojca Ribic z vami, La Vita Svitas Energy. Danes bi z vami rada govorila o self-care ali po naše skrb zase, kaj to sploh je, na kakšen način bi to začutil vsak posameznik oziroma vsak začuti to drugače, na kakšen način jaz to začutam, mogoče pa bom približala svojo verzijo self-care tudi komu še drugemu, in mogoče še koga izmed vas spodbudim, da začne malce več skrbeti zase. Zame pomeni self-care predvsem, da se čutim. To pomeni, da nekako čutim svoje telo, da čutim, kako se odziva, kaj mi govori. Ker vemo, da telo z nami spregovori. Tako kot nam pove, da je telo lačno, če lahko zdaj tako v tretji osebi govorim, nam pove, da je utrujeno, nam pove, da ga nekaj boli, nam pove, da moramo vzeti marelo, recimo, čeprav ga ignoriramo, pa rečemo, to se mi samo nekaj zdi. Zakaj ne bi upoštevali recimo ta intuitivna sporočila? Zakaj jih toliko ignoriramo? O tem sem kar dosti v bistvu razmišljala in enostavno sem začela trenirati prav na intuiciji. Telo, kaj mi danes recimo predlagaš oziroma kaj mi danes sporočaš, in potem prisluhneš. In tudi, ko ti on nekaj pove, da upoštevaš te stvari. In nekako opazuj svoje življenje, veliko bolj lahkotnejše bo, lažje nekako bo stekla situacija, če boste upoštevali sebe. To je ena osnovna iztočnica self-care za mene. Da najprej upoštevam svoje telo in mu nudim vse, kar on potrebuje. To pomeni, če je telo nekako, bom rekla, utrujeno, da mu nudim počitek. Če so mišice zategnjene, da mu nudim raztegovanje. Če je, bom rekla, nasičen feeling v telesu, grem nekako v naravo, se sprehodim, grem se razgibati, nekaj narediti za telo. Tako da v bistvu se energija prevetri in tako dobi telo novo energijo. Recimo, če si utrujen, imaš tako glavo, grem se predihati, recimo. Ali pa, če imate tako glavo, pridete domov in ste čist znervirani, pejte majčkeno v tišino, recimo, pejte meditirati, ali pa sam dihati, če nočete meditirati, se vseeno. Ali pa pejte v naravo, se boste tam prevetrili in in telo. In greste v naravo po novo energijo. Greste se gibati, greste na dolg sprehod, naredite si doma trening, greste na flex, delate vaje, predihate telo z vajami skupaj ali samo se osredotočite na dihanje, na raztegovanje, na umirjanje telesa, poslušate glasbo, tako bolj umirjeno, da vas glasba že pomiri, vse v kombinaciji z dihanjem. Se pomasirate, recimo, imate tudi samo masaže, so zelo efektivne. Tam, kjer vas boli, recimo, če ste pretiravali, pa ste šli teč po asfaltu, mama mia, zdaj pa imate tak muskel fiber v mečih, da niti hoditi ne morete. Dejte to razbiti z masažo, se lahko zmasirate, lahko greste v bano,
v toplo vodo, da se to majčkeno sprosti, karkoli raztegnete, telo, mišico, tisto, ki vas boli. Tako da vse to je zame self-care. Da si res vzamem čas, da prisluhnem telesu in vse to v bistvu potem upoštevam in nekaj za to naredim. Vse to je zame self-care. In na podlagi vsega tega raziskovanja je nekako se rodila delavnica self-care, katero imam vsak mesec. Tako da, če si začutil pač, da rabiš neki boost na tem področju, potem poglej na www.lavitas.si pod termini, kdaj je naslednji termin in seveda srčno dobrodošla ali dobrodošel. Naj vam majčkeno še zaupam, kaj vse delam na delavnici self-care. Zelo različne stvari. Najprej začutim skupino, kaj ona rabi. In lahko samo dihamo, uro pa pol samo dihamo. Če jaz začutim, da vi to rabite, seveda se pogovorimo. Lahko celo uro se raztegujemo. Lahko vam naredim zvočno kopel, recimo, ali pa gon kopel, odvisno, kaj začutim. Lahko masiramo stopala, recimo, imam dosti samomasaže. Lahko delamo na limfi, delamo na obrazu, masaža obraza. Lahko so kakšne vaje za obraz, vaje za drug del telesa. Popolnoma različne stvari delamo. Jaz se na začetku itak z vami najprej pogovorim in v bistvu to, kar začutim, kar bi vi tisti trenutek najbolj rabili, nekako tisto potem prilagodim in tisto potem delamo. Tako da je zelo različno, vsaka delavnica je popolnoma svoj program, popolnoma res svoje vaje, tako da je čist različno, bom rekla, pač kdo pride. In ko jaz začutim, kaj vi rabite, pač nekako to delamo. Je pa vse v sklopu raztegovanja, sproščanja, dihanja, lahko tudi gibanja, lahko naredimo kak sklop vaj za sproščanje, raztegovanje in tudi dihanje. Tako da zelo različne stvari, lahko pa preprosto gremo samo v meditacijo. Zelo, zelo različno. Tako da zdaj, če ste kaj začutili od tega, evo, dobrodošli. Seveda na mojem YouTube kanalu imate tudi ogromno nekih, bom rekla, in vaj, raztezanja, in dihalnih vaj, in meditacij, in zvočne kopeli so že gor, gon kopeli so, tako da lahko si majčkeno pogledate na mojem YouTube kanalu. Pa enostavno dobrodošli tudi v živo, tako da v živo je vseeno malce drugače, lažje se začutimo in seveda tudi kaj pogovorimo. Tako da, evo, danes je iztočnica, kako jaz čutim moj self-care. Seveda bom vesela, če mi napišeš na info@lavitas.si, kako pa ti čutiš svoj self-care. Mogoče se pa drug od drugega marsikaj lahko še kaj naučimo. Takole, jaz vas spodbujam, da si ustvarite svoj self-care program in seveda ga izvajate vsak dan. Želim vam vse dobro in seveda se oglasim zelo kmalu. Vidite, živijo!